V davnih časih je bila globoko v gozdu skrita vas, kjer so živela majcena bitja. Imenovali so se smrkci. Smrkci so bili dobri. In potem je bil Gargamel zlobni čarovnik, bil je hudoben. Sovražim smrkce! Dobil te bom, vse bom dobil, pa če potem kar umrem. Dobil vas bom! Našel bom vaš vas, še žal vam bo! Tisti gozd stoji še dan danes. In če prisluhnete, slišite Gargamelov bes. Če boste pridni, boste morda ugledali smrkce. Sveti, okrasitev velikega hrasta ob mavričnem dnevu je čudovita zamisel. Hvala, Smrkita, takole. Dete te je zagotovo razveselilo. Dete, Smrk, dovoli, da ti prvi zaželim vesel mavrični dan. Ampak če danes ne bo deževalo, ne bo mavrice. Zdi se logično, Ata Smrk, da če ne bo dežja, ne bo mavrice in če ne bo mavrice, ne bo mavričnega dne. Res je, Glavca. Še nikoli nismo imeli mavričnega dne brez mavrice. Res je, Glavca. Šment, ubogi dete Smrk, njegov prvi mavrični dan je brez mavrice. Resnično nesrečni pripetljaj. Prepričan sem, da bo dete Smrk preživel. Klada Smrk, kdaj se boš... Zdaj pa dovolj, Glavca. Šment, res mi je žal, Ata Smrk. Vem, da ti je, Klada. Samo počisti. Pa poglejmo, tukaj je dež, dežni oblak, mavel, mavrk, mavrica, mavrica. Lok na nebu, ki vsebuje barve spektra v zaporednih pasovih, ki ga tvorijo lom, odboj, razpršitev in traparija. Vsi vedo, da je mavrica delo matere narave. Smrkcem pa je tole izgovor za zabavo. Ampak tokrat se na mavrični dan ne bodo zabavali. Ne bodo se. Nobenega oblačka na nebu. No ja, bom vsaj dokončal svojo mojstročečko. Res ne moreš česa storiti, Ata Smrk, mavrico moramo imeti. Vreme je žal v celoti v rokah matere narave, Smrketa. A misliš, da je pozabila? Zelo stara je že. Oprosti, Ata Smrk, no. Je že v redu, Smrketa. Delo, kako je to žalostno, povem ti, oče, čas takega letnega časa pa še ne. Na severnem polu se tali led, puščavi sneži, pa še vulkani. Za malenkosti sploh nisem imela časa. Bi čaj? Ne, hvala, časa mi zmanjkuje. Oče čas, kako je smešno, ko ti to rečeš. Saj imaš vendar ves čas na svetu. Morda je res tako, vendar moram iti. Prav, a se kmalu vrni. Bom. Saj res, včeraj sem naletel na škrata, ki se je pritoževal, da bi... Ja, vem, brez mavrice ni dela. In ubogi smrkci, danes je mavrični dan. Nerada jih razočaram, a moram poskrbeti za vulkan. Delo. Kaj se dogaja? Linko, Smrk, kaj pa počnejo? Za dež plešejo, Ata Smrk, radi bi priklicali dež. Zanimivo. Nekateri pravijo, da na koncu mavrice leži lonec zlata. Tja ga položi po tepuški škrat Azrael. Le kje dobi toliko zlata? Zdravo! Ata Smrk! Zdravo!
Že grem. Ta smrk lepo te je videti. Hvala, mati narava. Tudi tebe je lepo videti. Čeprav se bo slišalo domišljavo, mati narava, sem pomislil... Ne bom okleval, ker vem, da si zelo zaposlena, me zanima, če ti lahko kako pomagamo. Ta smrk, kako čudovito. Jejhatana, seveda lahko pomagate. Ja, Azrael, doživalo bo. To čutim v kosteh in pripravljen bom. Škrat in tvoje zlato, že prihajam. Prepričana sem, da ne boste imeli težav, ta smrk. Le natančno se držite recepta. Natančno? Daj no, ta smrk. Oba še predobro veva, da noben recept ni popoln. Drži. No, zdaj pa res moram iti. Poljubi, dajte ta smrka v mojem imenu. Seveda. Idli! Smrkci moji mali, mati narava mi je prijazno posodila mavrično knjigo. Ne moremo se kosati z njeno močjo, sestavinami, izkušnjami ali z njenimi skrivnostmi, a s pomočjo grebača in vseh vas bo vendarle napočil mavrični dan. Dete, tako sem vesela zate. Zviti smrk. Ja, ta smrk. To so načrti za zelo pomemben projekt, natančno se jih drži. Ja, ta smrk. Smrkita, potrebujem ducat divjih vijolic. Ja, ta smrk. Grebač, prinesi kotel za puding in ga skrbno očisti. Ubrani, pomagaj mi. Vedro vijolične barve in ducat divjih vijolic. V katlu. Vedro modre barve in ducat modrih zvončnic. V katlu. Vedro zelene barve in ducat praproti. V katlu. Vedro rumene barve in ducat zlatic. 11 kolačev iz zlatic in ducat zlatic. Kaj? Oprosti, ta smrk, ni rumene barve. Oprosti, ta smrk, za svojo zadnjo mojstročečko sem porabil vso rumeno barvo. Predlagal sem, da bi jo spraskal, ta smrk, ampak ne. To bi bilo oskrunjenje. O, ne. Umetnost pred življenjem. O, ne. Glavca. Ja, ta smrk. Dovolj. Zakaj 11 piškotov? Samo 12 sem jih spekel in enega sem pač dal detetu. No, noben recept ni popoln. Deluje, ta smrk, deluje. Mojstročečka. Mojstročečka. Kako lepo. Oblak! Je projekt pripravljen, Zviti? Je, ta smrk. Ogenj! Azrael, dežuje! Dežuje in lije, škrat pa smrči. Kolonec bo zlatom skriv, ga suni bomo obzori. Minutko, smrkci moji, minutko. Ko bodoš ponehal, Azrael, bo po mojih izračunih Mavrica točno tamle. 10 sekund, 5 sekund. Tamle je! Pohiteti morava, da ne zamudiva! Takoj! Dede smrk, a ni čudovito? Šunka pečena, ta smrk. Kaj pa je, malar? Mar ne vidiš? Vidim. V Mavrici ni rumene barve. Ja, ta smrk, očitno je, da bomo morali odpovedati mavrični dan, na žalost. Glavca smrk, pogledaj, kaj si naredil. Veruj
In se veseli, ata smrk. Dete se tako dere, da bo zbudilo še mrtve. Povejte mi, ste vsi čisto ponoreli? Veliko Mauric sem že videl, pa še nobene brez rumene. Oprosti, Mihec, toda dete je pojedlo enega od kolačev z zlatico. Menda ne. In kaj ima to sceno, kruha? Ker je bila mati narava tako zaposlena in je... Nisem se natančno držal recepta. Tako torej. Pod nepopolno Maurico pa res ne moram dati svojega lonca zlata. Da smrk, si že kdaj videl lepšo rumeno barvo od te? To je to! Seveda lahko da moje zlato na konec Maurice, točno tako. Jej! Zlato, pomisli Azrael, lonec zlata. Zdaj pa počasi, fanta, da ne boste izgubila zrnca zlata. Si vidi, upam, da bo delovalo. Tako, ja, Vicko, previdno. Če bo to ležgalo, bom pa res presrečen. Pripravljen, bistri? Pripravljen. Ogen! Kaj za vraga pa je to? Upam, da boš ostal na zabavi, Mihec. Ne, hvala, ata smrk. Mislim, da bom na kratko zadremal, potem bom pa pohitel po svoje zlato. Poglej, Azrael, tamle je. Točno sem videl, da bo tam. Čudovit dan. Prekrasen dan. Se prazen, ni ga več. Kdo je vzel moje zlato? Tvoje zlato? Kdo je to rekel? Tu zgoraj, dobri mož. Kdo si ti? Vrni moje zlato, ti pritlikavec. Tu ne boš našel zlata. Da ni zlata? Pošteno si se zmotil v določenju smeri. Tu ni konec Maurice. Tukaj se začne. Konec Maurice je čisto na drugi strani. Presneta! Pridi, Azrael, mogoče še imava čas. V to smer, Azrael, pohiti, preden bo... Tole mi sploh ni všeč, puhlica, reka prehitro narašča. Nisem še videl tako grde reke, komaj da se lahko vidim v njej. Pomlad je letos zelo pohitela. Jaz ne bo zdržal do prvega navala. Kaj pa je to, ata smrk? Ravno tega sem se bal. Teci pozvitega, pohiti, jaz moramo pri priči ojačati. Ja, ata smrk. Upam, da Smrčja gora prinaša dobre novice, sicer bo celotna Smrčja vas pod vodo. Tole je grozno. Zakaj bi ata smrk poslal sem gor? S prehladom je še huje biti, bi moral doma v moji topli postelji. Kaj pa jaz? Če se v moji odsotnosti zgodi kaj pomembnega, a tu bi moja izvedenska pomoč prišla prav. Bi se že nehala pritoževati, ata smrk nas je poslal, da preverimo, koliko je snega in točno to bomo storili. Že smrkita. Hočeš reči, da moramo tja gor? Ja, drži, glavca. Ko pridemo na vrh, lahko preveriš debelino snega. Ja, mislim, da smo prispeli. Če bi našli markirno skalo, bi vedeli, da smo na pravem mestu za izmero. Glavca! Ja? Tukaj smo! To je markirna skala. Ampak zakaj je letos tako majčkana? Ponavadi je 6 smrkov višja. Loti se, glavca! Poglej, če lahko zapičiš palico globlje od rdečega zaznamka na njej. Prav. Zagotavljam ti, da je snega točno toliko, kot bi ga moralo biti ob tem času. Glavca, a si cel? Na pomoč! Spravite me od tod! Bolni, tvojo pomoč potrebujem, glavca je obtičal! Hvala, čeprav dejansko nisem nikoli potreboval pomoči. Glavca, si dobro? No,
mogoče bi mi pa vseeno prišla prav vajina pomoč. To je grozno! To praviš meni, ki sem pozabil termofor. Ne, reči hočem, da je preveč snega za ta čas. Če se bo vas stopil zaradi vročega sonca, se bo reka razlila, jez bo polomilo, našo vas pa bo uničilo. V situaciji, kakršna je ta, moramo poskrbeti, da ostanemo mirni. Samo če ostanemo mirni, lahko... Hej, počakajte me! Temu pravim rastlinjak. V njem bodo rastline rasle tudi ob hladnem vremenu. Vreme je lepo, Zviti. Zviti, Ata Smrk te takoj potrebuje pri jezu. Pravi, da je zelo nujno. Že grem, Ata Smrk, že grem. Jaz, glavca Smrk, najboljši smučar, sem prehitel bolnega Smrka, kot bi stal pri miru. Hej! Bolnega bova počakala tukaj. Res mi je žal, da je pomlad letos tako zelo pohitela. Praktično nisem imel časa, da bi pokazal svoje neprekosljive gorniške sposobnosti. Kaj se dogaja? Po zakonih fizike in gravitacije bi morala kmalu priti do vznožja hriba. Prve pomladanske cvetlice. Še nikoli prej nisem videla takih cvetlic. Ali pa sem? Nimava časa za nabiranje rož, Smrketa. Naš Ata Smrk tako diši. Ata Smrk? Kdo je Ata Smrk? Ata Smrk? Res ne vem. Zganite se, Ata Smrk nas čaka. Spet slišim tisto ime. Gremo! Le kdo bi to bil? Ampak kdo si ti? In kdo ve, kdo sem jaz? Pohitite, smrkci moji, voda hitro narašča. To je bil zadnji, Ata Smrk. Zelo dobro, Zviti, odpri zapornico. Tudi pri odprti zapornici jaz ne bo prenesel pritiska. Ne razumem. Brez poročila o snegu ne morem evakuirati vasi. Vrniti bi se že morali. Vedno bolj me zebe. Hej, v to smer. Vas je v tej smeri. A ti veš, o čem govori? Ne, ampak očitno je pomembno. Le, kdo pa je on? Pridita. Si prepričan, da res nočeš nobene cvetlice? Nočem cvetlice, alergičem se na njih. La 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 la, apčih. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zraje, tudi na mačke sem alergičen, sploh pa na tole. Pridi, muci, kako lep muc. Mislim, da sva mu všeč. Muci, pridi, povohajte cvetlice, a niso čudovite? Hitreje, če bo reka še bolj narasla, jaz ne bo zdržal. Prišli smo. Tukaj ste. Kakšna je višina snega? Višina snega? Kaj je to višina snega? Tisto tam gori, preveriti bi jo morali. Višina snega je... Izvoli cvetlico, to so prve spomladanske cvetlice. Ampak Ata Smrk mora vedeti. Hvala, mora vedeti. Kdo mora vedeti? Kaj mora vedeti? Višina snega, Ata Smrk mora vedeti, koliko je... In ena zate. Kako smrkastično, le čemu to služi? A že vem. Presneto, kako sem lačen, le kaj jaz rad jem. Jaz tudi. Poglejmo, kaj je v škatli. Je bilo dobro? No, vsaj zdi se mi. Kdo so vsa ta modra bitja? Res ne vem, kdo si ti, ampak si presneto čeden. Ata Smrk. Le kaj je narobe s tistim malčkom, ki ga tako zebe? Komu mar? Zapojva. La 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 la. Tega sem se bal. Pri taki hitrosti bo jaz popustil čez 1 uro. Takoj moram evakuirati vas. Bolni, višina snega, koliko ga je? Ata Smrk, nekaj je narobe z... Z drugimi smrkci.
Neverjetno! Smrkci, zakaj ne delate več pri jezu? Kateremu jezu? Kakšno delo? Kateri smrkci? Ta smrk skušal za me. Smrkita, mi lahko ti poveš, kaj se dogaja? Res ne vem, pozabila sem bi rad cvetlico. Ta smrk, ne. Tiha. Kaj je že rekla mati narava o tej cvetlici? Ta smrk, ne. Tiha. Kaj je že rekla? Kdo sem jaz? Ta smrk, višina snega. Preveč ga je vas, je v nevarnosti. Katera višina? Katera vas? Kakšna nevarnost? Ta smrk je rekel, da ga je mati narava opozorila v teh cvetlicah. Moram jo najti. Da pomoč, Matja, narava. Ojej, to bo verjetno eden malih smrkcev. Mati, narava. Ojej, kaj pa je smrkec mali? Mati, narava, morate ji pomagati. Kar počasi, zaupaj materi, kaj je bilo. Začelo se je, ko me je ta smrk poslal na smrčjo goro preveriti višino snega, ker reka prehitro narašča in je jez v nevarnosti. Nato pa sta smrketa in glavca zaradi rumene cvetlice pozabila. Rumena cvetlica? Pozabila? Ojej, hata, pozabila sem na tiste grozne pozabljive cvetlice, pa že zadnjico mi naredile zgago. Urok za nenadno ohladitev bo poskrbel za težave. Zamrznil bo reko in ohladil naše prstke. Hvala, mati narava. Pohiteti moram nazaj v vas. Očetu času sem rekla, da je letos pomlad čisto prezgodnja. Morda me bo naslednjič le poslušal. Kaj se pa dogaja? Sovražim sneg. Glavca, kako so prišla sem? Res ne vem, smrketa, ampak naj na hitro izračunam. No, kot se spomnim... Pozabi, Glavca. Kje pa sem? Tamle sem. Prve monodanske cvetlice, ampak so pomrznile. Občutek imam, da se materi naravi tako zdi še najbolje. Zdaj pa moram preveriti jez. Mogoče bo tam raz zamrznil vodo in tako rešil vas. Voda ne narašča več. Vas je rešena. Ampak, zdi se, da se me loteva prehlad. Hvala, bolni. Tukaj je juha z rezanci. Čas je, da ležeš v posteljo, grebač, da se ti zaradi prehlada ne bo poslabšalo, kar verjemi na besedo. Bolni, mi lahko prosim prineseš malo juhe z rezanci? Meni tudi. Kako bom vesel, ko bo vsem bolje. Takrat bo čas, da bom ponovno zbolel. Gospodar naj prvi ulov to sezono. Pa ne tudi zadnji, Leon. Takole, dete, vidiš, prava malenkost. Stavim, da bi tudi Klada to zmogel. Kaj je to? Bum, bum, bum. Vem, da se sliši bum, 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 a kaj dela ta bum, 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 bum?
to je grmenje, krojač, to vedo vsi. Ko se tok hladnega zraka s severa smrkne Zakaj pa potem sije sonce, gospod Glavca Smrk? Očitno res ne veš ničesar o fiziki. Fizika, lizika, če ni oblakov, tudi grmenja ni. Sovražim grmenje. Dete Smrk, kje si? Dete Smrk! Dete Smrk! Dete Smrk! Dete Smrk! Dete Smrk! Kje si? Dete ni tukaj. Povsem brez dvoma je očitno, da deteta zagotovo ni v njegovem stolčku. Dete, kje pa si? Sovražim tole! Dete! Dete Smrk! Nekam izginil, spohtel je. Dete Smrk izginil. Stojte, niti besede ne razumem. Koga ni, pa kdo je izginil? Dete Ata Smrk, Dete Smrk je izginil. Izginil! O, Ata Smrk, to je grozljivo! Hej, kaj sva ujela? Ujela sva veliko belo mamo zajkljo, pa tudi malega modrega zajčka. To pa že ni mali modri zajček, butelj, nima krzna, nima velikih ohlapnih ušes. Očitno sva ujela škrata. In morda tudi lonec zlata. Ta škrat je vreden več kot zajeten voz poln zajcev. Takole, smrkci moji. Dete Smrk je čisto sam nekje v tistem gozdu. Takoj moramo začeti z iskanjem. Dete! Dete Smrk, ja kje pa si? Glejte, kaj sem našel, detetovo igračo. Tudi sam sem nekaj našel. No, pomiri se. Kaj je narobe? Kaj? Divja lovca? Njegovo mamo in deteta Smrka sta ujela lovca. A to je torej bilo. Zajček pravi, da ste slišali udarce po bobnu, s katerimi lovca plašita zajčke proti pastem. Rešiti moramo deteta Smrka. O, Bogu, dete! Hitro notri, zajček. Tvoj novi dom. Vsaj za nekaj časa. No, dajmo škrat, povej, kje imaš lonec z zlatom? O, gospodar, sliši se kot otročje žlobodranje. Seveda je to zate otroško žlobodranje. Kaj pa ti veš o govorici škratov? Pravkar mi je povedal, da niti divji konji niso iz njega izvlekli skrivnosti v loncu z zlatom. Pridi, Leon, preveriti morava še druge pasti. Takole bomo, Klada. Z grebačem odpeljita zajčka nazaj k zajčji luknji. Ja, Ata Smrk. Vi pa se vrnite v vas in zberite smrkce. Če krznar ne bo spustil deteta, se bomo morali boriti. Pridite k krznarjevemu taboru. Ja, Ata Smrk. Ojoj! Prijatelji Smrkci, verjetno ste se vsi spraševali, kje sem bil. No, in kje si bil? Skupaj z Atom Smrkom sem iskal deteta Smrka. Ugotovila sva, da je deteta ugrabil krznar. O, ne! Kmetic Smrk, Ja, bistri, ti pojdi k grebaču po smrgodne pite. Mislim, da jih bo 200 dovolj. zagotovo jih bo bistri. Sviti poskrbi, da bo katapult deloval. Smrketa ti bo pomagala. Pridi, Smrketa.
Vsi se enako počutimo, Smrketa. Prihajamo, dete Smrk! Prihajamo, dete Smrk! Tega ne razumem. Prav vse pasti so prazne, ničesar nisva ujela. Verjetno sta v bližini divja lovca. Ne govori tega, mali. Midva sva divja lovca. To je gost kralja Maksa. Še dobro, da sva ujela tistega modrega škrata, če že nimava dovolj krzna za preobleko. Kaj je, Leon? Rekel sem, da morava preveriti še 3 pasti. Prav, kar ti jih daj, jaz moram poiskati lonec zlata. Pohiti, prijatelj, časa ni na pretek. Kaj pa je tukaj? Še eden tistih malih modrih škratov. Gospodar bo vesel kar 2, čeprav je tale rahlo star in iztrošen. Zdaj bo gospodar 2-krat tako bogat, saj bo imel kar 2 lonca zlata. A zakaj bi on imel vse zlato? Samo zato, ker govori škratovščino? Zakaj ne bi mogel biti bogat tudi sam? Gospodarju bom rekel, da nisva ujela ničesar, potem pa prišel pozneje, potem bom tudi sam imel zlato. Zdi se, da sva nekaj ujela. Mene! Neverjetno. Končano je, spet lahko začneš. Rad bi ostal in se ti primerno zahvalil, prijatelj, ampak me čas preganja. Moram h krznarju, dete Smrk je v veliki nevarnosti. Česa takega nisem slišal še nikoli. No, sem vsaj svoboden. Zahtevamo, da osvobodiš mamo Zajkljo in deteta Smrka. Osvobodim? Nikoli, meni pripadata. To bomo še videli. Lovec, opozarjam te. Ti mene, škrat stari karu, vse vas bom ujel in potem bom bogataš. Grozen človek si! Ja, Ata Smrk. Če ne osvobodiš mame Zajklje in deteta Smrka, ne bom odgovoren za posledice. Nikoli. Žarko, pohiti, tisti groznež ima dete Smrka. Glejte, tamle so. Smrknite! Smrknite! Dobil vas bo škratje! Hitro proč, dovolj imam tik škratelnov! Zmerda, poskrbi za pas na trebuhu! Sovražim pas na trebuhu! Tako mislim, da smo pravili. Žal mi je, Ata Smrk, to se ne bi zgodilo, če bi deteta zares pazili. Naslednjič bomo bolj pazljivi. Ja, zdaj vidite, da vas lahko nepazljivost za dogodke okoli vas pripelje do hudih težav. No, najpomembneje pa je, da idete čiv in zdrav. Ja, A misliš, da se bosta divja lovca še kdaj vrnila, Ata Smrk? Resno dvomim, Smrketa, čeprav... Vrnila sta se, bežite kar se da! Zdi se, da prihajajo izza Bistrijeve hiše.
Ne pozabite, smrkci moji, da je gost v bližini zavetišča čarovniške šole izjemno nevaren. Na nesrečo pa lahko tam, samo tam najdemo jerebiko. Prismrkali bomo, kar potrebuješ, ata. Vidite, da je čarovniško zavetišče šola za čarovnice, zato bodite vedno dobro prikriti. Bomo, ata Smrk. Prisluhnite, razred, kateri osnovni element bo ob dotiku vedno izničil čarovniške moči za vse leto. Kdo ve? Brenda? Naj pomislim. Ovsena kaša? Ne, Magdalena. 4 osnovni elementi so zemlja, ogenj, zrak in voda. Element, ki bo za vse leto izničil čarovniške moči, je voda. Zelo dobro, zapomnite si torej, da ko boste po diplomi šli v svet, razširjati sovraštvo in zlo, se izogibajte dežja in se nikoli ne kopajte. To je bilo za danes vse, lahko greste. To! Razen tebe, Brenda. Hočem, da ostaneš po pouku. Zelo sem razočarana na tabo, Brenda. Postala boš zelo slaba mala čarovnica. Mar naj ne bi postala slaba. Tukaj se učimo zla. Slabo ni niti približno dovolj dobro. Dobro. Te besede nisem zasledila v mojih šolskih knjigah. Kaj pa pomeni? Pozabi, da si jo kdaj slišala. Ja, gospa Renčava. Dala ti bom še eno priložnost. Do sončnega zahoda spremeni ptico v pevko v netopirja. Če ti ne uspe, te čaka grozljiva usoda za vsakega učenca. Izključila te bom. Izključila? Ja, gospa, nad se bom dobra. Ne, pa ne dobra, grozna. Nauči se biti zla. Sicer se bo na te zgrnil ognjeni dež. Nauči se biti zla. Sicer se bo razprla zemlja in te požrla. Nauči se biti zla. Sicer ne boš diplomirala. In pomni, opazovala te bo v kristalni krogli. Ja, gospa Renčava. O boga, jaz. Čarovnica brez prave izobrazbe danes res težko najde delo. Tamle je ptica pevka. Gospe Renčavi bom pokazala, kako zlobna sem v resnici. Pa dajmo. Pasu mačkos, ptiču netopirjos. To niti slučajno ni dovolj zlobno. Kaj bom storila s tem otrokom? Tam je še ena ptica. Tokrat bom naredila prav. Pasu mačkos, ptiču netopirjos. No ja, malo bolj zlobno pa je bilo. Hej! Kakšne neumnosti se pa greš? Mati narava bi bila nad vse jezna, če bi odkrila, da spremenjaš njene prelepe ptičke v žabe. Ni bilo za nalašč. Spremeniti bi jo moralo v netopirja. To je pa res čisto naključje. Kakorkoli, to ni bilo preveč prijazno. Saj ne smem biti prijazna. Biti moram zlobna. Zlobna? Zakaj bi si kdo želel biti zloben? Čarovnica sem. Kakšna pa naj bom? Raje poskusi biti dobra. Spet ta beseda. Želim si, da bi mi kdo povedal, kaj dobro sploh je. Dober pomeni biti prijazen do vseh bitij, velikih in malih. Pomeni skrbeti zase in za svoje zdravje. Še vedno se mi ne sanja, kaj je dobro. Mogoče bo najbolje, če ti to razložim Ata Smrk. Ata Smrk? Čakaj malo, Smrketa. Mislim, da Ata Smrku ne bi bilo všeč, če v vas pripeljemo čarovnico. Neumnost! Ata Smrk bi se prvi strinjal, da moramo tej mali čarovnici pomagati, da se nauči biti dobra. Aha, torej obstaja Ata Smrk. Če mi uspe uničiti tega malega modrega dobrohotneža, bo to pravi uspeh. Samo še pustiti moram, da smrkci odpeljajo Brendo v vas in potem paf! Neskončna slava in bogatstvo! Prihajam, Ata Smrk, da te uničim! To je popolna neumnost, Smrketa. Prvič, Ata
Ata Smrk ima že dovolj dela s tem, da mene uči za čarodeja. Drugič, čarovnice so neumna bitja, ki se nikoli ne bi naučili zamotanosti dobrega. In tretjič... Maximus. Ha? Je to glavca ali pujs? Kako naj vem? Samo otrok sem. Hej! Takoj ga spremeni nazaj? Ne morem, to ne bi bilo zlobno. No, ga bo pa Ata Smrk spremenil nazaj. Upam! Mislim, da bi morala v dnevu ali dveh deževati, kmetič. Ne vem, Ata Smrk, moje vtekline pravijo, da dežja ne bo še tedne. Moj Smrk, glavca, kaj se je pa zgodilo? Ta mala čarovnica je glavco spremenila v pujsa, Ata Smrk. Čarovnica? Kaj pa počne tukaj? Brendo sem pripeljala v vas, da bi jo naučil, kako naj bo dobra, Ata Smrk. A jo je glavca užalil? No, zdaj pa... A tako? No, biti dober je preprosto, če to čutiš v svojem srcu. Stopi z mano, Brenda. Med mešanjem napoja, da spravim glavca v red, ti bom skušal razložiti dobroto. Kmetič, ti pa med tem najdi glavci mlako, da se ohladi v njej. Z veseljem, Ata Smrk. Veš, Brenda, dobrota je odličnost, vrlina, čednost in veljava, prinese pa imenitnost, dobro počutje in časten način življenja. Na kratko dobro pomeni smrkastično, tako gotovo je. Veš, glavca, vedno sem se spraševal, kako je biti kmet človeški koži, hranjenje piščancev, moža krav, krmljenje pujsov. Umiri se, glavca, Ata Smrk prihaja, on te bo spravil v red. Si videl bistrega? Skupaj z ubogimi ptički naj bi prišel sem? Tukaj sem, Ata Smrk, nismo našli ptice pevke, ki jo je spremenila v metulja. Sva pa našla to grozno žabo. Ah, ne skrbi, prestrašeni. Ata Smrk jo bo v hipu spremenil nazaj v ptico pevko. Tudi teh se bojim. Za dokončanje uroka potrebujem sveže ubrani želod. Prestrašeni, prosim, če splezaš na drevo in mi ga prineseš. Tako visoko? Jaz grem, Ata Smrk. Ne, mislim, da bo za prestrašenega to dobra izkušnja. Dobra izkušnja? Ata Smrk bi rad prestrašenega nekaj naučil njegovo dobro. Tole ni dobro. Previden bodi, prestrašeni. Prihaja. Odlično! Bistri, prosim, odtrgaj iz želuda kapico in mi jo podaj. Najprej bomo formulo preskusili na žabi. Takole, glavca, zdaj si ti na vrsti. Kdo pa si misliš, da si? Jaz, glavca Smrk, še nikoli nisem izkusil večjega ponižanja, kot sem ga bil deležen zaradi tebe. Ata Smrk vedno pravi, da zli uroki in smrkci ne gredo skupaj. Zli uroki in smrkci še kako grejo skupaj, če za to poskrbim jaz. Bežite, smrkci moji! Poleg tega pa... Hej, počakajte na... Prezneto, Ata Smrk mi je všel. Šment, velika čarovnica. In Ata Smrk je rekel, da naj bi bila to dobra izkušnja. Ojej, prestrašenega ima. Ata Smrk, vem, da me slišiš. Obišči me v čarovniškem zavetju, sicer tega malega smrkca ne boš več videl. Ata Smrk, pomagaj! Rešiti moramo prestrašenega. Pa glavca, Ata Smrk. Izničiti uroke male čarovnice je čisto preprosto, nekaj drugega pa je izničevanje urokov velike čarovnice. Potrebujem stran iz njene knjige urokov. Bistri, Smrketo, pojdita po Žarka in se nekako neopaženo prikradite v čarovniško zavetje. Jaz bom pa poletel z malo Brendo. Pametno, Ata Smrk, medtem bom poskušal glavci poiskati kakšno zrno ali že kaj. Aha, pridi, Ata Smrk, kar prileti k svoji zodi. Tako je ti mali modri dobrohotnež. Pridi k meni, da te naučim kakšno reč. Dober pristanek. Res je bil, kaj ne? Glej, končno smo potrdili, da je zlo zares bistveno močnejši od dobrega. Priložnost imava. Joj, kako sem vesel, da vaju vidim. In še stran za Ata Smrka. Pazi!
Ups! Ojej, lahko bi globoko padel. Kmalu boš izvedel, kako globoko, ko bom to drevesno vejo spremenila v kačo, ha? Si dobro, Ata Smrk? Sem Brenda, izvedla si izvrstno čarovnijo. Saj je premočena, zdaj bo za vse leto izgubila svoje moči. Dobila te bom, Ata Smrk, takoj, ko se posušim. Karkoli že to je. Naj čisto brez vsakih zadržkov najprej povem, da nočem več videti te male čarovnice, dokler bo ostala v naši vasi, kar upam, da ne bo predolgo. Kot piščanec mi je bil bolj všeč. Kaj boš počela zdaj, ko nisi več zlobna? O, Smrketa, zdaj, ko me je Ata Smrk naučil kako, bom po svetu razširjala dobro. O, Brenda, tamle je ptiček, ki si ga spremenila v metulja. To je dobra priložnost, da preizkusiš svoj novi pogled na življenje, Brenda. Seveda, Ata Smrk. Glej. To je bilo zelo dobro, Brenda, zares zelo dobro. Presneta putika. Boli, ko sto smrkov. O, ubogi Ata Smrk. Izvoli, naj ti cvetlice pomagajo do boljšega počutja. Hvala, Smrketa. Lahko smrkneš tisto vazo na polici klada? Seveda, Ata Smrk. Nekam moram stopiti. Ta stol bo ravno pravšnji. Au! Ubogi Ata Smrk, putika se mu je poslabšala. Ne. Niti sekunde več ne bom sedel križem rok. Torej, kar k meni, smrkci moji. Prositi vas moram za veliko uslugo. Za bučeč in slab v daljni deželi Nodrog je jama. V tisti jami leži prav poseben kamen, smrči dragulj. Glede na moje stare knjige ima dragulj čudežne zdravilne moči. Lahko da je edina stvar, ki bo zdravila mojo putiko. No, bom pač vodil odpravo, ki bo prinesla smrči dragulj. Konec koncev sem najbolj primeren smrk za to nalogo. Vsekakor si zelo pogumen, glavca smrk, da bi se takole prostovoljno podal v jamo smrkodlakov. Smrkodlakov? Ja, smrkodlakov. Knjiga pravi, da smrkodlaki varujejo smrči dragulj. No, pravzaprav, če dobro premislim, to morda ne bi bila najboljša ideja. Mislim, Ata je bolan. Nekdo pač mora skrbeti za red v vasici, kaj ne? Prav imaš, glavca. Ne moremo te pogrešiti. Zaradi nevarnosti potrebujem 3 prostovoljce. Jaz sem najmočnejši smrk. Jaz bi moral voditi odpravo. Tiske smrkodlake bo treba ukrotiti z miščicami. No, mislim, da nam bo pri podvigu potrebno veliko iznajdljivosti in da bi moral biti vodja jaz. Ti? Kaj pa, če bo smrčin dragulj pretežak? Kaj boš pa storil potem, Mirno, za vnemo se obema zahvaljujem. Zakaj svojih moči ne bi združila in šla oba? No, prav, Ata Smrk. Tudi jaz se strinjam s tem. Tako, torej je zmenjeno. Zdaj potrebujem le še enega prostovoljca. Lenko! Smrknjen sem. Lenko bo 3. član odprave. Lenko? Kaj se dogaja? Kako ste pogumni, da tako pomagate Atu Smrku. Si prepričan, da je Lenko pametna izbira, Ata Smrk? Ja, samo zabiral naj jo bo. Bistri, za pomoč tovarišema uporabi svojo moč. Zviti, tvoja iznajdljivost vam bo na misiji zagotovo prišla prav. Bodi preudaren. Lenko! Lenko, ti pa... Tvoja mirnost bo v nevarnosti neprecenljiva. Nekako dvomim. Zdaj pa moji smrči pustolovci, vam je hvaležna. Jaz sem pa vam hvaležen in najpomembnejše, moja uboga noga vam je hvaležna. Z Bogom! Pogrešali vas bomo! Kmalu smrknite nazaj.
To bi znala biti najtežja naloga, odkar sem zgradil smrčji jez. Ti si ga zgradil, vsa težaška dela sem opravil jaz, vse, kar si ti dvignil, je bil svinčnik. Lahko malo počivamo. Kakšna gosta megla, niti pol smrčje pedi ne vidim pred seboj. Stojta! Hej, pazi, kot smrkaš, Lenko. Oprosti. Bilo bi precej lažje, če bi imeli zemljevid. Spočit? Kako smrtkastična ideja. Poslušajta, ali slišita? Ničesar ne slišim. Jaz, tudi ne. Ravno to. Ne slišim ne ptic, ne mrčesa. Nikoli še nisem smrkal na takem kraju. Glejta, tam je slap in za njim je jama. To pa je črna tema. Ja, prav res. Meni se ne zdi nič drugače. Je pa res, da imam ponavadi zaprte oči. To nam bo pot malce olajšalo. Pridita, smrknimo jo sem. Pozor! Sta oba v redu? Zdi se mi, da. Zdaj lahko počivamo. Trda nam prede. Če ne najdemo izhoda, nam bo zmanjkalo zraka. Nič ne skrbi, ni še po nas. No, lahko se zahvalita smrku, da sem jaz tukaj. Ja, res sreča, da si šel zraven. Ojoj, ali zmanjkuje zraka, ali pa nahrbtnik postaja vse težji. Nosiš dodaten kos prtljage, bistri? Kakšne smrkovite sanje sem imel. Jezdil sem mogočnega konja. Ups, na pomoč, na pomoč! Drži se, zviti, jaz te bom potegnil ven. Kaj se je zgodilo? Ker zdrsnil sem. Za smrčjo dlako. Mogoče pa ni globoko. Onkraj bomo, kot bi smrknil. Uspelo ti je, zviti. Grem prvi, samo ponovita za menoj. Vidite, smrčjo malica, naslednji. No, najhuje, kar se lahko zgodi, je... Ne prav elegantno, če si pa le. Pridi, Lenko, vem, da zmoreš. Ne bi prej raje malo zadremal tole. Pridi že. Hej, zabavno. Mi? Kaj je, zviti? Morda je utrujen. Jaz govoriti, vodja praviti, vi biti zmaji, vi biti zagotovo zmaji. Zmaji? Povejmo, da smo smrkci, čisto običajni vsakdanji smrkci. Ja, ne vidite, da nismo zmaji? Vidite, kaj biti videti? Seveda ne vidite, poraščeni ste kot... Šment, kakšne majcene oči, ni čudnega, da ste slepi kot kure. Vodja praviti, smrki, šmrki, vsekakor biti zmaji, mi čutiti vašo vročo zmajsko sapo. Za vekomaj, tam biti vaše gnezdo. Vodja praviti, mi prepričati se, on poslati potipka. Tipka? Kaj bo pa naredil, se rokoval? Tipko praviti, vina v tip ne zmaji, zdaj priti vohec. On praviti, vi ne smrdeti kot zmaji. To bi vas moralo prepričati, rekli smo, da nismo...
Vodja praviti, vi morda ne zmaji. No, zdaj se vam je pa smrknilo. Tako, mi ugotoviti, kaj vi biti. Vodja poklicati, jaska. Veste, kaj se mi dosteva? Ja, a ista stvar, ki se meni? Dovolj, smrknimo tot! Dve možnosti imamo. Lahko poskusimo s plezanjem, ali pa se udarimo z njimi. Dolgo bi plezali, veliko dela pa brez kraja za počitek. Lenko, zdaj ni pravi čas za lenobo. Veste kaj, mislim, da je ravno smrkni čas zanjo. Res nisem dober plezalec, eno stvar pa preprosto obvladam. Lenko, pridi nazaj! Lenko, pridi nazaj! Znam enkratno smrčati. Zmaji, tisoče zmajev. Uspelo ti je, Lenko Smrk, rešil si nas! Le kako ti je to prišlo na misel? No, lažje je od plezanja. Raje jo odsmrkajmo, preden se opogumijo. Za menoj! Mislim, da poznam izhod. Hej, smrkodlaki so rekli, da tukaj leži zmajevo gnezdo. Bomo pač morali tvegati. Kaj, če bi raje zaspali? Počakajte malo, lahko da je nevarno. Razsmrkal se bom naokrog. Vroče je in nekaj se blešči. Ne samo to, tam je gromozansko jajce. Dobro, se mi je zdelo. Gremo. Smrči dragulj! Sem si kar mislil, da bo tu. Ko so smrkodlaki omenili vročo zmajsko sapo, sem preprosto sklepal, da je nekaj... Enkratno je biti smrk. Ja, apso smrkno. Smrk, smrk, hura! Smrk, smrk, hura! Smrk, smrk, hura! Lenko je pravi junak. Ja, Lenko nas je rešil. Hura! Zelo sem ponosen na vas, smrkci moji. Ne samo, da ste našli smrči dragulj, našli ste tudi vrline naših prijateljev smrkov. Hura! Zdaj pa poglejmo, če ima smrči dragulj res moči, ki mu jih legende pripisujejo. Že ne sem, a ta smrk... Ozdravljena je! Putika je ozdravljena! Ja! Samo zdi se mi, da mi je dragulj zlomil prst.